Zdaj pa akcija, pripravimo se, Ja, oblečemo se, da. poberemo orodja in gremo k čebelnjaki. Damo lahko noter. Zapremo. Delovna terapija s čebelami smo mi začeli v začetku aprila 2012. leta, kjer je Čebelarsko društvo Črnomelj v sodelovanju s strokovnim vodstvom Varstveno-delovnega centra želelo predstaviti čebelarstvo ljudem s posebnimi potrebami v Varstveno-delovnem centru. Dobro. Želja nam je bila, da bi pomagali, da bi skušali te ljudi vključiti v čim širši krog in tu nam je kar lahko rečemo, da je uspelo. Vestno spremljajo čebelarja kot revijo, ki ga dobimo v naš center. Vedno spremljajo, kje se kakšne čebelarske prireditve dogajajo. To je zanimivo za njih, ker pač se radi tega tudi udeležujejo. Spremljajo, bom rekla, televizijske oddaje ali pa članke v časopisih in vse to je tisto, kar daje en širši pogled na to področje, tudi njim. Pri čebelarskem krožku nas je 9. Se poučimo, tako da Dušo nam pove, mislim, da se pogovarjamo o čebelah, o njihovi prehrani, pa tudi spremljamo od čebele od ličinke pa pol do mlade čebele, dok ona postane mlada čebela. In tudi te njihove bolezni spremljamo. Čebelica leti z neba, vse nižje, vse bližje. Čebelica leti z neba. Čebelica od kod in kam te nosijo poleti, po jasni zračni poti. Čebelica od kod in kam. Opazovanje čebelic, kako nabirajo med na rožicah, kako letijo okrog. Smo pa tudi mi zraven, ker tudi božamo, ker da niso da pikajo. Čebelarstvo je za njih pomembno zato, ker se odvija v naravi. To je tisto, kar je bistveno in vse tiste ustanove, ki se bodo s tem v prihodnosti ukvarjale, je to tisto, da lahko uporabnike odpeljajo v naravo. To je bistveno in tudi neka nova znanja pridobijo, ki jih sicer mogoče z tega področja nimajo. Smo prošli z njimi vse faze čebelarstva, od utiranja satnic, pregledovanja čebeljih panjev, točenja, pakiranja kozarcev, vlivanja sveč. En petek imam preko med 8:30 in 9:30 imam z njimi krožek. Ne smem zamuditi, zakaj je takoj slaba volja. Rišemo slike, voščilnice, štikamo, vezemo, tudi v tiskarski delavnici, naprej natisnejo na majčko, na vrečko iz blaga, vse dogaja. Motivi so naprimer čebela ali pa slike so pa čebela kot na cvetlicah.
Nekako smo uspeli čebelarstvo povezati tudi z drugimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo znotraj, to je z likovnim področjem, hortikulturnim področjem in z gospodinskim krožkom. Za nas slikajo panjske končnice, kar so ratale protokolarna darila za naša društva. Ja sem zelo zadovoljna. Odlično je bilo sodelovanje. Tako. Ponosni na naše čebelice, bile so zelo pridne. Pridne, prijazne. Več niso pikale. Tem pridobili marsikatera nova znanja, pridobili nove izkušnje, krepili na svoji samopodobi tudi s tem, hkrati pa postali enakovredni člani družbe tudi na tem področju, kar se čebelarstva tiče. Za njihove razmere je pa to seveda viden napredek, ker ko smo mi to začeli, seveda nihče od njih nima nobenih izkušnj. Danes lahko se z njimi pogovarjate o temah raznih o čebelarstvu in boste marsikaj, boste seveda presenečeni, kakšno znanje so oni absorbirali v tem cajtu. Čebelica leti z neba, vse nižje, vse bližje. Čebelica leti z neba. Čebelice od kod in kam te nosijo poleti, po jasni zračni poti. Čebelice od kod in kam. A meni je to tako lepo. Jih opazovati, kako one letijo, pa pol priletijo nazaj, pa prinesejo cvetni prah, to je res lepo. Nam je bistveno predvsem to, da se oni s tem znanjem in lahko enakovredno gibljajo v družbi. In da vejo, da imajo znanje in se z njimi lahko enako pogovarjajo. Drugo pa je to, da seveda zelo veseli so, kadar je njihov med na mizi, kadar so tukaj medenjaki, ki so pečeni iz njihovega pridelanega domačega medu, je pa vsekako to tudi en pozitiven premik v njihovih razmišljanjih. Ko smo začeli, nas niso vodili zgledi iz tujine, kot tudi od doma, ker takšne terapije s čebelami nismo poznali. Danes lahko se pohvalimo, da je ta zadeva tudi internacionalizirana, da je to preko naših prijateljev iz Združenih držav Amerike prenešeno že v Ameriko, tako da oni to terapijo s čebelami že probajo na svojih vojnih veteranih in rezultati so neki tukaj. Da se klima. Klima. Je tako. Bravo Peter, i samo tako ga spustiš noter. Vidi, kaj nam gre. Dobro. Kako je fino. Odlično je. Zelo so bile pridne. Kje mi imate še skozati? V letošnjem letu smo člani Čebelarskega društva Črnomelj za gojence varstveno-delovnega centra postavili apiterapevtski čebeljak. Ta je urejen tako, da se v prostoru, ki je namenjen aromaterapiji, obiskovalci sprostijo brez nevarnosti, da bi jih pičila čebela. Mikroklima čebeljaka zelo ugodno vpliva na človekovo psihofizično počutje. Nekaj ur počitka in meditacija v čebeljaku ter
kjer vdihavamo aerosol ter pozitiven energijski naboj v neposredni bližini čebelje družine, krepita imunski sistem, ugodno vplivate na obolenja dihal, zmanjšujete stresno simptomatiko ter dvigujete splošno počutje in razpoloženje.